Dobar dan. Lep pozdrav vsem. Včeraj smo izvedli oziroma delno izvedli 8. sejo naše preiskovalne komisije, tako imenovanih visokih gradnjah, in pa 11. sejo. Na 8. seji bi morali zaslišati Jureta Jankovića, ki se je opravičil, zato zaslišanje ni bilo opravljeno. Smo se pa v zvezi s tem in glede na opravičilo, ki smo ga prejeli od odvetniške družbe Čeferin dan prej, torej 2. novembra ob 5. popoldne, ko ni več delovni dan, oziroma tudi v Državnem zboru ni več to možno, torej pisati v program in obvestiti o tem ostale poslance, smo to opravičilo prejeli šele zjutraj pred sejo komisije, 15 minut pred sejo. Na seji so poslanci izpostavili, kolikokrat se lahko nekdo opraviči. Zakon o kazenskem postopku tega ne predvideva. Je pa bilo izpostavljeno strani enega od poslancev, da bi v primeru, da prihaja do izmikanja zaslišanju, sprejeli sklep o tem, da pozovemo pristojno sodišče, da odredi, da se priča privede silo oziroma s prisilno privedbo. Po zaključku seje smo sprejeli zaenkrat samo sklep, da bomo ponovno povabili pričo Jureta Jankovića na zaslišanje in se za ta ukrep prisilne privedbe odločili, vkolikor bi se ponovno opravičil. Sejo smo potem prekinili in nadaljevali z 11. sejo, na kateri smo zaslišali mestnega svetnika v prejšnjem sklicu in tudi v novem Miho Jazbinška. Želeli smo preveriti nekatere navedbe, ki jih je v zvezi z sprejemanjem OPN-ja in IPN-ja Mestne občine Ljubljana podal tako župan Zoran Janković, kot tudi oba ministra, torej minister Židan za kmetijstvo in pa minister Roko Žarnič, in pač njihovo vključenost v te postopke oziroma v dajanje soglasij in podobno. Gospod Jazbinšek je povedal, da so svetniki praktično nekaterih dokumentov, ki bi jih za svoje odločanje morali videti pred odločanjem, niso niti videli, niti bili seznanjeni s pripombami, niti bili seznanjeni z pozitivnimi ali negativnimi soglasji. Torej, na vpogled so jih sicer, lahko so si jih šli pogledati, vendar niso bili o njih obveščeni tako, kot bi morali biti, torej, da bi jih vsi prejeli. Navedel je tudi, da niso imeli pred sabo vseh kart, zemljevidov, tistih stvari, torej področji, ki so sestavni del prostorskega plana oziroma odloka o izvedbenem planu Mestne občine Ljubljana. Povedal je tudi nekaj drugih stvari v zvezi s pričanji tako ministra Žarniča kot ministra Židana, predvsem pa predstavnikov Mestne občine Ljubljana, recimo direktorja direktorata za urbanizem gospoda Gajška, potem podžupana Koželja, ki je pripravljal vizijo 2025 in nekaterih drugih. Zdaj bomo na podlagi teh navedb, ki jih je podal, v nadaljevanju se odločili, kako ali bomo soočili priče, ker se pač izjave razlikujejo, ali bomo na kakšen drug način ukrepali. Na zaprtem delu seje smo pa potem sprejeli še nekaj sklepov. In sicer najprej smo odobrili plačilo oziroma sprejeli sklep o plačilu cenilcu Bradaču, ki je pripravil cenitveno poročilo za območje Barje oziroma območje Jesenkovo. Če vas spomnim, mi smo glede na navedbe župana Jankovića, koliko je to zemljišče vredno, in njegovega sina Damjana Jankovića, želeli preveriti, ali to drži njihove ocene, in smo najeli cenilca, ki je preveril, koliko je vrednost teh zemljišč po prejšnjem IPN-ju in koliko se vrednost zemljišč spremeni po novem IPN-ju.
Mi smo prišli do kar velike razlike, do 21 milijonov evrov, čeprav očitno smo bili še preskromni, kajti Elekta je podpisala predpogodbo za prodajo za 32 milijonov za to zemljišče. To je bil prvi sklep. Drugi sklep je bil, da bo preiskovalna komisija zahtevala od pristojnega sodišča, da odredi prisilno privedbo Jureta Jankovića. Namreč v času od začetka seje smo preverili opravičilo, ki nam je bilo posredovano. In v opravičilu, ki ste ga nekateri tudi dobili, je odvetnik Čeferin navajal, da se seje preiskovalne komisije Jure Janković ne more udeležiti zaradi službene poti v Cerih in v Moskvo. Temu je priložil letalsko karto za Moskvo za 5. november in vsled tega smo ocenili, da je bilo neudeležba na včerajšnji seji neopravičena. In zato tudi sprejeli sklep z večino glasov, da se Jureta Jankovića prisilno privede. In tretji sklep, ki smo ga sprejeli, glede na to, da se v mnogih poslih in v mnogih zadevah, ki jih preiskujemo, pojavlja Hypo Alpe Adria Bank, smo predlagali oziroma sprejeli sklep, da se povežemo s preiskovalno komisijo Koroškega deželnega parlamenta v zadevi Hypo Alpe Adria Bank, ki preiskuje, in da pač vidimo, ali je na katerih področjih možno sodelovati, oziroma da vkolikor je to možno, seveda tudi po naši zakonodaji lahko izmenjamo podatke in usklajujemo preiskovalna dejanja v zadevah, kjer pač obstaja sum vpletenosti nosilcev javnih pooblastil v korupcijo in klientelizem. Mi imamo za naslednji teden predvideno naslednjo sejo, kjer naj bi bili zaslišani Aleš Seliškar, Klemen Šešok in mislim, da gospod Pišler. Bomo počakali, kaj bodo takrat, glede na izkušnje pa najbrž lahko pričakujemo spet kakšno opravičilo, namreč za prejšnjo sejo sta se oba opravičila z isto odvetniško družbo. Prisilno privedbo bomo pa okvirno oziroma sodišču smo predlagali, da se to zgodi pa 25. novembra ob 9. uri zjutraj, ko bi nadaljevali oziroma sploh izvedli zaslišanje Jureta Jankovića. Zdaj pa, če je mogoče še kakšno vprašanje. Opravičilo ste dobili, kot ste rekli, popoldne, in pol ste ga zjutraj zavedli. Kako da je trajalo to dolg časa, da ste ga zaštekali? Ste razumeli, kaj nas poroča? Ja, glejte, jaz verjamem tistemu pač, kar sem prebrala, in na prvi strani opravičila piše: obveščamo vas, da se gospod Jure Janković zaradi službene poti v Cerih, priložena letalska vozovnica in Moskvo zaslišanja ne more udeležiti in zato prečujem njegov izostanek. To sem jaz dobila 10 minut, preden smo mi sejo začeli. In na hitro smo pogledali in šteli zadevo za verodostojno, ker sta notri 2 letalski karti, vendar potem, ko smo stvar bolj pogledali, sta obe za Moskvo in za 5. november. Lahko, mi smo počakali tudi, da smo dobili zadevo po pošti in po pošti je pa šla identična, torej 2 karti za 5. november. Mi smo sicer danes dobili dostavo dodatnega potrdila, tudi karto za 2. november za Cerih. To je spet bilo poslano včeraj ob 4. popoldan. Najmanj kar bi pričakovali, da v službenem času dobivamo ta obvestila. Predvsem bi pa pričakovali, in jaz težko verjamem, da se je gospod Jure Janković 1. novembra odločil, da bo šel 2. v Cerih, kajti vabilo za zaslišanje je imel od 7. oktobra. Torej slab mesec in bi se lahko najbrž opravičil bistveno prej, če bi pač... Zato lahko upravičeno sumim, da se izmika zaslišanju in zato sem tudi predlagala tak sklep o prisilni privedbi. Zdi se, da gospodine z Binškom zelo širi področje obravnave, da v bistvu na nek način obravnavate tudi plan 2025. OPN, da je vse to, kar naenkrat del
pregona? Ne, mi smo želeli vprašati, in to smo tudi vprašali gospoda Jazbinška, glede na navedbe, kot sem že prej povedala, župana, da so svetniki imeli vso verodostojno dokumentacijo, na podlagi katere so se v OPN-ju odločali pravi čas na mizi in da so lahko stvari korektno pogledali. Obenem smo ga pa spraševali o tem, kaj meni o postopkih in pa ravnanjih ministra Žarniča, kajti že sami smo v zaslišanju ministra Žarniča ugotovili nekatera neskladja, tudi sam je priznal antidatiranje podpisa sklepa in podobne stvari, ki so lahko tudi kazniva dejanja. Mi smo že napovedali, oziroma jaz sem napovedala, da bom vložila kazensko ovadbo zoper ministra Žarniča in dodatno pričanje včeraj bo zagotovo tudi podlaga za to. A ni to malo nenavadno, da Jazbinšek opisuje priče drugih? Tako zelo. Ja, vsak lahko komentira, saj gospod Janković tudi komentira vse mogoče. Če ga vprašaš ali ne vprašaš. No, glejte, jaz ga nisem želela prekinjati, lahko bi kdaj tudi včeraj je bilo mogoče. Se je zelo razgovoril, vendar pa je takoj, ko je bil povabljen na zaslišanje, posredoval tudi nekatere dokumente, posredoval svoje videnje tudi vsem ostalim članom komisije in zato pač smo mu nekako dopustili, da je te stvari povedal. Ne vem, zakaj bi bilo to sporno, saj smo tudi podžupana zaslišvali in druge. Mi smo pač želeli tudi z strani mestnih svetnikov slišati neko verodostojno informacijo. Rekli ste, da je komisija sprejela sklep, da se Jureta Jankovića prisilno privede na zaslišanje, verjetno, čeprav razumem, gre za to, da gre za zahtevo komisije sodišča, da o tem odloči. Ja. V kolikšnem času lahko sodišče o tem odloči? Kako poteka ta obravnava? Ne vemo, ker to prvič počnemo. Jaz upam, glede na to, da smo predlagali tudi datum, da se bo to zgodilo hitro in predvidevam, da to ni nek hud postopek, da bi morali zdaj sodišče pol leta o tem razmišljati. Tako da jaz računam, da bo to zelo hitro se zgodilo. Včeraj ste ponovno poudarili, da je pomembno, da Jureta Jankovića zaslišite pred nekaterimi drugimi pričami. Kako je zdaj s tem vrstnim redom za naslednji teden? So že napovedano druga zaslišanja? No, jaz sem ocenila, oziroma glede na dokumente, s katerimi razpolagamo in pač dosedanjo preiskavo, mislim, da vse priče, ki imamo povabljene v tej zadevi, torej Smodinovec, malo kalkulirajo, kdo bo prvi in kdo bo kaj povedal. Potem se bodo ostali odzvali na to. Mislim, da pa tukaj v prvi vrsti kalkulira ravno priča Jure Janković, zato se mi zdi prav, da bi bil najprej on zaslišan. Hvala lepa. Nasvidenje.